Izvolite. Lep pozdrav še v mojem imenu. Zdaj veliko govorimo v teh bodočih pametnih zgradbah. Tudi mi sami smo v tokom projekta veliko o tem slišali in na začetku, ko so nas povabili vodilni partnerji iz Hrvaške, če želimo tukaj sodelovati, nismo niti točno vedeli, kaj to vse je. Zdaj nam pa sigurno za to ni žal in vemo, da bomo tukaj lahko naredili eno dobro zadevo, tako da gremo s to zadevo naprej. Zdaj, uradni podatki projekta so tukaj gor, kdo smo v tem našem partnerstvu, dejansko so v ta partnerstvo vključeni tako inštitucije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem kot zbornice in tudi sama podjetja ter fakultete in tudi partnerji v tujini. Prednost tega naše zadeve je v glavnem v tem, da program nastaja od tam, kjer ga rabijo in hkrati pa povezujemo še države skupaj in skupaj to zadevo delamo. Ta zadeva ni tako enostavna, kot izgleda, vendar ne bomo imeli tiste zadeve, da bomo naredili program, pa bomo pa iskali mednarodno primerljivost, kako se kaj primerja, ker ne treba, ker bomo to že v osnovi naredili v tem smislu, če nam bo to uspelo. Zdaj, same pametne zgradbe so tako rekoč trend vse posod, izobraževanja sistemskega na to temo pa ni. In nekaj smo se ugotovili, da razvijati program samo za to najbrž ni smiselno. Se pa poraja ta zadeva, kot smo rekli, da naredimo izpopolnjevanje oziroma specializacijo, ki bi določili, ki bi to zadevo zanimala, skupaj s podjetjem dala ta znanja, da bi ta zgodba lahko šla naprej. Cilji projekta so pač enostavno zapisani v vseh teh naših zadevah, ki smo jim vam ponudili. Dejansko gre za to, da želimo podpreti razvoj visoko usposobljene delovne sile, to, kar pač so tudi cilji celotnega projekta, in dejansko potem pride do nekega skupnega študijskega programa, izpopolnjevanja ali pa vsej najdeti neke skupne module, ki se bi lahko izmenjali. Dejansko bi pa radi, da bi pa seveda cel cajt imeli to podporo podjetij. Zdaj, naša zadeva je štartala na začetku tako, da smo razposlali vprašalnike zainteresiranim podjetjem in dejansko v vsaki od teh držav je 35 podjetij spomnilo, kaj pričakuje od takšnega profila in potem se je ta zadeva šla naprej, tako da z fokusnimi skupinami smo potem te vprašanja predelali, sestavili, izločili tisto in prišli do nekega poklicnega profila oziroma kvalifikacijskega okvira, kaj naj bi ta profil bil. In smo rekli, da prvo moramo vedeti, kaj mora znati, kaj mora delati, potem bomo pa za to naredili program. Vsaka država ima malo drugačno zakonodajo za pripravo programov. Enotni smo se, da delamo specializacijo oziroma izpopolnjevanje na evropski 5. stopnji. To v Sloveniji pomeni 6. stopnja, na Hrvaškem pomeni to 5. stopnja. V Italiji je tudi malo drugače, ampak gremo za kvalifikacijski okvir evropske 5. stopnje. No in v našem primeru v slovenski skupini delamo izpopolnjevanje
izobraževanje po višji šoli. Trenutno smo prišli do tega, da je naš program specializacije oziroma izpopolnjevanja pripravljen do te mere, da ga bomo lahko v roku enega meseca posredovali na sprejem na strokovni svet, kar pomeni, da bo naš program pripravljen in narejen in glede na to, da ima vso zadevo, zakaj ga potrebujemo, nekako pričakujemo, da bomo ta program lahko začeli izvajati že v naslednjem študijskem letu. Seveda, če bo interes, pa glede na to, da nas je pa kar veliko tukaj, pa najbrž bo interes. Zdaj, kaj nam še sledi? Radi bi v principu ta naš program pripravili čim bolj skupen z partnerji iz Hrvaške in Italije, ali imeli skupne module, da bomo opredelili tudi ustrezne kriterije ocenjevanja in da bomo pripravili strukturo, da bomo potem ta program lahko izvajali. Program mora imeti praktični del, brez tega ne gre, zato tudi v končni varianti bi radi spostavili strukture, s katerimi bomo v principu potem lahko ta program izvajali. No in tudi tej zadnji temi je namenjena današnja konferenca, kaj če nimamo podjetij, potem dejansko najbrž nimamo kaj veliko tukaj za početi. Tukaj bi bilo na moje imenu, zdaj pa prepustimo zadeve konference.